Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, potrebe so pokazale po stanovanjski problematiki, ki jih je vedno več, posebno pri mladih, in ponudila se je priložnost na tem degradiranem območju. Zgodovinski dogodek, lahko rečem, za Kranj po skoraj 20 letih. Dejansko, jaz sem poznal to degradirano področje, poznal sem, kdo je lastnik, bilo je na slabi banki zemljišče, in ko sem prevzel to funkcijo, sem kar nekaterim še iz prejšnje službe poznanim, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, ponudil, da bi šli v to investicijo. No, zelo me veseli, da je to na koncu sprejela kranjsko podjetje. In danes smo zdaj pred začetkom, da tako rečem, kot je bilo rečeno, spomladi se bo začela gradnja skoraj 400 novih stanovanj, od tega 90 varovanih stanovanj. Naselje bo energetsko varčno, bo res trajnostno, to je bila tudi naša zahteva. In bi pa tukaj na tem mestu rad povedal to, kar so tudi investitorji in pa projektanti ter arhitekt povedali, da je dejansko res mestna uprava tukaj zelo veliko pripomogla, da se je tako v kratkem času prišlo do gradbenega dovoljenja, čeprav je gradbeno dovoljenje izdalo seveda Ministrstvo za okolje in prostor, glede na to, da gre za tako res velik projekt. In potrebna bo infrastruktura in seveda tudi gradnja okoliških šol, vrtcev, dodatnih kapacitet. Ja, to pa je strategija, predvideva seveda gradnjo novih kapacitet. Mi smo zdaj v osnovni šoli Staneta Žagarja odprli novo telovadnico, novih 6 učilnic, to ne bo dovolj. Dobili smo brezplačno od Ministrstva za šolstvo tudi bivšo trgovsko šolo, kjer je bila prej kovačnica, in tam bomo začeli z energetsko sanacijo in pa prenovo že v letu 2023, to bo podružnična šola Jakoba Aljaža. Potem zaključil se je arhitekturni natečaj za nov vrtec Sonček. Vemo, da je zdaj tam 3-oddelčni oddelek, po novem bo 7-oddelčni. Jaz računam, da bi že konec prihodnjega leta začeli podirati ta vrtec in naredili novega. Bo pa potrebna še širitev, imamo nekaj lokacij. Tako da, ja, velik izziv je, ko mesto raste s takim številnimi stanovanji, ko raste z novo industrijsko cono, če dobimo še novo bolnišnico, bo seveda zelo pomembno, da sledimo z infrastrukturo za starejše, za mlajše, za najmlajše. Skratka, za vso populacijo. Za vso populacijo, ja, veliko nas čaka, veliko je izzivov in jaz se prav veselim, kako bo Kranj nekako v nadaljnjih 4 letih dobil spremenjeno podobo. Že zdaj se uvršča na tako rečem evropski zemljevid z vsemi temi stvarmi oziroma priznanji, ki smo jih dobili v letošnjem letu, in Kranj bo res postal, da tako rečem, prava gorenjska metropola. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Na natečaju je tudi proti Mežišnik in Pert zasnoval projekt na degradiranem območju Iskrica, kjer bodo nova stanovanja. Ja, z veseljem smo se udeležili tega natečaja, ker območje že dalj časa poznamo. V bistvu je izziv degradirana območja na novo oživiti z novimi vsebinami, in Kranjska mlekarna je bila v resnici zelo dolgo obdobje degradirano območje, zadnja leta za gradbiščno ograjo, tako da vsi smo bili, mislim, da vse arhitekturne skupine, ki smo se udeležili natečaja, izjemno vesele, da se bo na tem območju začelo nekaj dogajati. Zdaj, natečaj je imel že strogo predpisana izhodišča, kakšno število stanovanj želi investitor tukaj zgraditi, tako da mi smo se seveda vseh teh smernic držali. Tudi prostorski akt je natančno definiral, kaj se sme na tem območju graditi, in v okviru tega smo potem naredili to zasnovo, ki sem jo predstavila, skratka 2 območji, eno izključno namenjeno stanovanjem z internimi zelenimi površinami, igrišči, odprtimi zunanjimi prostori, in pa drugi del soseske bolj pojaven, tudi s trgovskim programom, s car sharingom, z manjšimi storitvenimi lokali. In koliko stanovanj bo zraslo na tem področju?
Predvidenih je skoraj 400, se pravi 396 stanovanj je vsega skupaj. Od tega je 57 stanovanj oskrbovanih. In kako bodo pravzaprav zasnovana? Stanovanja ponujajo najrazličnejše tipologije. Zdaj, oskrbovana stanovanja so projektirana v skladu s smernicami NSPIZ-a, to je Nacionalni sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bo v bistvu zgradil teh 57 stanovanj in jih potem oddajo v najem. Tam so določila zelo jasno določena, na kakšen način morajo biti ta stanovanja urejena, tako da tam je tipologija, so eno- in dvosobna stanovanja, tako da gre za manjša stanovanja v preostalem delu, gre pa za najrazličnejše tipologije, od manjših stanovanj, tam nekaj čez 30 kvadratov, do večjih okrog 90 kvadratnih metrov, ki pokrijejo potrebe vseh družbenih segmentov, od mladih do mladih družin, do tudi večjih družin, tako da raznolika tipologija. Kako je zasnovan ta projekt na tem območju novega stanovanjskega območja Iskrica? Naselje je konceptualno umeščeno v degradirano območje opuščenih in delno odstranjenih kranjskih mlekarn. To poznate. Občinski prostorski akti in sama občina Kranj je na tem območju predpisala stroge urbanistične kriterije in merila. Razpisali smo skupaj, oziroma občina, mi smo pa pomagali tudi natečaj vabljenih projektantskih birojev. To rešitev, katero imamo pred sabo, je zasnovalo projektivno-arhitekturni biro Proti Mržišnik Perc in z njimi skupaj smo razvijali območje. Konceptualno je pa razdeljeno, če ga v zadnji vidite, v dva sklopa. En del, večinski del je namenjen samo mernemu bivalnemu okolju z zelenimi površinami, vmes so peš komunikacijske povezave in pa otroška igrišča, to, kar je pač potrebno in tudi zaželeno za to vrstno naselje. Na spodnjem delu, tle na tej sliki pod povezovalno cesto, ki bo na novo zgrajena, je pa mešan program trgovsko-poslovni in stanovanjski, v katerem se bo noter trgovski objekt pojavil oziroma prodajne površine, nekaj spremljajočih lokalov za storitveno dejavnost, oskrbovana stanovanja, ki jih NSPIZ v svojo shemo vključuje. In kdaj predvidoma naj bi se gradnja začela, verjetno pa je to odvisno, kdaj bo izdano gradbeno dovoljenje? To je en ključnih pogojev, da sploh lahko karkoli začnemo, drugo je izbor izvajalca in upamo, da bomo skupaj v teh časih, ki so precej negotovi, kar se tiče izbiranja izvajalcev, uspeli, da bi z prvo lopato v prvi polovici leta 2023 nekje štartali. In potem, koliko časa naj bi trajala gradnja? Ja, projekt je kar velik, bomo ga sukcesivno gradili, to ne da bi zdaj rekli hiško pa po hiško ali pa blok po blok, to sta dve predvideni zaključeni smiselni celoti, dva sklopa ali pa dve fazi, kakorkoli se to grdo sliši. Dokončanje projekta pričakujemo, da bo leta 2025, je pa res odvisno tudi od izbora izvajalca. Sami veste, velikih izvajalcev, ki so primerni za to vrstno gradnjo, je zmeraj manj oziroma se ponovno formirajo in upam, da bomo imeli nabor ponudnikov dovolj velik, da bomo pametno se odločili.